S koncertom Polone Gantar na orglah in Mira Božiča na orglicah se je v novomeški stolni cerkvi na Kapitlju začela druga sezona novomeškega sakralnega abonmaja. Odlična in priznana glasbenika sta predstavila božično zgodbo o improvizacijah in priredbah slovenskih božičnih pesmi za orgle in orglice. Predstavila sva slovenske božične pesmi, poleg tega Marijino hvalnico Magnificat in pa Sveto noč, ki je ponarodela, pa smo jo tudi Slovenci že zdavnaj vzeli za svojo, in sicer v obliki priredb, deloma improvizacij, ki sva si jih zamislila sama. Pravzaprav ta današnji koncert je ponovitev evroradijskega koncerta izpred 3 let, ko sva igrala pri Frančiškanih v Ljubljani, v Šiški. Takrat je ta koncert organiziral Radio Ars in mi so za tisti dogodek nekako pripravila neko koncertno izvedbo teh ljudskih pesmi, božičnih pesmi iz različnih koncev Slovenije. Iskala so pa predvsem take skladbice, iz katerih se je dalo za najno zasedbo nekaj dodati, nekaj narediti, in na koncu je prišel en tak, ko bi rekel, božični dan, koncert, v bistvu, kaj se je nekako dogajalo tisti dan, nekako malo bolj dinamično vse skupaj. Njuna glasbena pot se je križala že pri več projektih. Polona Gantar je glasbena urednica na programu Ars Radia Slovenija. Miro Božič pa se je doslej samostojno in v različnih zasedbah predstavil na številnih koncertih doma in v tujini. Poznava se že dolgo časa nastopava. Začela pa sva pri mašah, pri Frančiškanih na Tromostovju, kjer sva prvič skupaj zaigrala, ker se nama je zdela ta kombinacija nekaj posebnega, nekaj novega, tudi za ljudi, in se je izkazalo, da se dobro ujameva. Potem sva nastopala koncertno, pa še vedno rada tudi pri mašah igrala. Kombinacija orgel in orglic marsikaterega poslušalca hitro prevzame. Predsejšnja redkost, ne vem, če sploh je še kar zahtevna, ne? Glede orgel, intonacij, orglic, kako narediti, da vse skupaj zvokovno tudi dobro deluje, ne? Novomeški sakralni abonmaj v svoji krstni izvedbi navdušil. Mnogi so mnenja, da je Novo mesto tovrstne glasbene dogodke nujno potrebovalo. Vedno je dobrodošlo kaj novega, ampak tudi za Ljubljano je to še vedno nekaj nenavadnega. Povsod, kjerkoli se pojaviva, če se tako izrazim, so ljudje presenečeni in pozitivno presenečeni nad kombinacijo in nad zvokom, nad vsem. Novomeška stolnica glasbenikov ponavadi ne pusti ravnodušnih. Super, ambient je super, tako da je bil užitek danes biti tukaj in igrati. Glede na to, da se tako dobro ujameta, se mnogi sprašujejo, ali pripravljata že kakšen nov skupni projekt. Trenutno ne, ampak imamo pa kar nekaj različnih programov za različne priložnosti, tako da, kadar naju povabiva, pač vzameva primernega. V drugi sezoni bo novomeški sakralni abonma spet ponudil veliko zanimivega za glasbene sladokusce. Do konca maja bo na sporedu še 5 koncertov.